Pozdravljeni! Kakšne zaključke bi lahko potegnili iz predstavitev bolidov ekip Formule 1 in predvsem predsezonskega testiranja? O tem in še marsičem drugim v naslednjih minutah. V današnjem prispevku bom skušal dati rahlo drugačen pogled na vse tisto, kar smo videli na samih predstavitvah in predvsem v teh 3 dneh predsezonskih testiranj. Marsikateri navdušenec pogleda samo rezultate posameznega dne ali pa celo skupek le-teh in nekako želi priti do določenih zaključkov. Ampak samo tisti najhitrejši krog nam naj ne bi povedal v bistvu nič. Potrebno se je malce poglobiti in gledati tudi na druge stvari. Verjamem, nekaterim se zdi to malce preveč dolgočasno, kompleksno in seveda, če ne pokaže tistega zaželenega rezultata, tudi brezvezno. A pustimo sedaj to pri strani. Menim, da vsak od vas zna sam pogledati tisto lestvico, ki je bila objavljena na koncu testiranj in tu verjetno ne bomo izgubljali časa s tem. A najprej si bomo pogledali, kaj smo pravzaprav videli na tistih predstavitvah novih bolidov. Ne bomo se spuščali v prevelike podrobnosti, sam sem ekipe razdelil na 2 skupini. V prvi so tisti, ki so pokazali malce več drznosti, lahko bi dejali, da so imeli malce manj konvencionalni pristop k razvoju svojega bolida. In v tej skupini, vsaj po mojem osebnem mnenju, so Red Bull, kar ni čudno, Mercedes, McLaren, Aston Martin ter Sauber. Gre za moje osebno videnje glede na tisto, kar so predstavili. V drugi skupini so se znašle ekipe, ki so imele bolj tradicionalen, klasičen pristop in tu ne moremo mimo Haasa, ne smemo pozabiti na Williams. Racing Bull se je znašel pravzaprav v tej skupini, ker je začel uporabljati podrabljen razvoj ekipe Red Bull, Alpine kot običajno tam na meji in predvsem Ferrari. Mnogi bodo dejali, Ferrari si zasluži biti v tisti boljši skupini, ampak sam sem skeptičen. Namreč predvsem dvomi nastajajo zaradi pullroda na zadnji osi. Če izvzamemo Williams, ki uporablja lanski menjalnik Mercedesa, vsaj tako se zdi na prvi pogled, so pri skuderiji Ferrari edini, ki so nekako ohranili to rešitev, kar po mojem kaže, da niso bili dovolj drzni, dovolj napredni. A to, da je ekipa v eni ali drugi skupini, ne pomeni, da je hitra oziroma počasna. Prave rezultate bodo pokazali prosti treningi, kvalifikacije in predvsem dirka za veliko nagrado Bahreina čez teden dni. Ampak kljub vsemu na 3 dneh testiranja smo videli marsikaj zanimivega in sedaj, če kot sem omenil, spustimo tiste najhitrejše kroge, bomo videli, da marsikaj je prišlo na dan. Zakaj govorim, da najhitrejši krog konec koncev nam ne pove nič? Tabela, ki je bila dosegljiva navdušencem pred začetkom testiranja, pove nam, kakšen izbor pnevmatik so imeli pri raznih ekipah. Če malce podrobneje pogledamo, naprimer C5 je izbor, za katerega se niso odločili naprimer pri Red Bullu. C5 in C4 je mešanica, ki jo ne bodo uporabljali pri McLarenu. Medtem ko pri ostalih ekipah vidimo velike razlike med tistim, kar pravzaprav so izbrali. Torej, lahko vidimo, da doseganje tistega najboljšega časa ni bilo v primarnih načrtih marsikoga.
Namreč na koncu krog na mešanici C5, ko je sonce zašlo in je rezervoar prazen, je preveč enostavna rešitev. A vseeno, kot sem povedal, imamo kar nekaj zanimivih podatkov. In ustavili se bomo na začetku pri končni hitrosti, ki so jo dosegli na testiranju. Vidimo lahko, da tako Ferrari kot Red Bull imata določeno prednost pred ostalimi ekipami. In seveda, doseganje končne hitrosti je lahko posledica marsikaterega faktorja. Lahko bolid ima nižjo maso, torej manj goriva v rezervoarju, nižji zračni upor zaradi samega koncepta, mehkejšo pneumatiko, tako boljši oprijem in boljše pospeševanje, kar posledično pripelje do višje končne hitrosti. Ne vemo, ampak zanimivo je pogledati v tem mestu tudi, kako so se določeni vozniki odrezali na mikrosektorjih kroga. In tu lahko dobimo že prve zaključke. Vidimo lahko, da pravzaprav pri Red Bullu bi lahko dejali, da nima izjemno visokega zračnega upora. Na tistih izjemno dolgih ravninah je boljši kot Ferrari, medtem Ferrari na pospeševanju malce boljši. Namreč tam, kjer ni dovolj dolgi ravni del, vidimo, da Ferrari v bistvu prednjači pred Red Bullom. Zanimivo je nekaj drugega. Mercedes v kritičnih točkah, naprimer zaviranja, je boljši od Red Bulla in boljši od Ferrarija. Torej, predpostavljamo si lahko, da ima malce višji zračni upor, ampak po drugi strani bistveno več oprijema. A to je samo nekako interpretacija tistega, kar imamo na razpolago mi navdušenci. Rabimo še kakšno potrditev. In dobil sem telemetrijo drugega dne in primerjavo seveda zopet Ferrarija, Red Bulla in Mercedesa. Vidimo lahko potrditev tistega, kar sem povedal malce prej. Na ravninah, predvsem na začetku, boljše pospeševanje samega Ferrarija SF pomišljaj 24. Gre res za boljšo uporabo tistega elektrohibridnega dela, ali pa je mehkejša stopnja pneumatike tista, ki je Sainzu pomagala v prvi fazi imeti boljši rezultat. Vidimo lahko, da v tistem tehničnem delu pravzaprav Ferrari ne dosega najboljših hitrosti, ne tam, kjer je potrebno odpreti plin, in ne tam, kjer je potrebno imeti nogo na stopalki z zavoro. Seveda gre za malenkosti, gre za interpretacijo podatkov, ki niso dokončno preverjeni. A vseeno izgleda, da tudi pri Maranellu so stavili bolj na znižanje samega zračnega upora, kot na povečanje v bistvu tistega oprijema, ki je v tehničnem sektorju lahko ključen. Proga v Shakirju ni tako karakteristična kot tista v Barceloni. Če bi take rezultate imeli iz Montmeloja, bi lahko dejali bistveno več zadev kot danes tu. A menim, da eno izmed poglavitnih vprašanj je degradacija. Degradacija predvsem pri skuderiji Ferrari. Eno izmed vprašanj, ena izmed trditev, ki se je mnogokrat pojavljala tudi v komentarjih na predhodne prispevke. In dobil sem dva primera tako imenovanega long runa na mešanici C3 in C2. Najprej bi vas rad opozoril na neko zanimivost. Seveda, tu degradacijo vidimo kot strmi vzpon grafa, torej povišanje časa, praktično brez kakšnega vnaprejšnjega opozorila. Ampak v obeh primerih Ferrari je izjemno dober, tudi izjemno hiter. Ni nam dano znati, koliko goriva je bilo v rezervoarjih. 30 kg goriva več pomeni sekundo na krog, kar se tiče ritma. Ampak zanimivo je, da s tršo pneumatiko je bil Ferrari v bistvu boljši.
In to je že nek pokazatelj, da pravzaprav tudi ta preizkus ritma lahko ni bil tisti skrajni, ki bi si ga marsikdo mislil. Ko sem spremljal teste in časovnice, ki jih je dosegel prav Carlos Sainz mlajši s pneumatiko C3 in je imel bistveno boljši ritem na krog, se je degradacija pojavila od začetka do konca stinta približno 2,5 sekunde razlike. Ko je upočasnil ritem, je seveda se stvar stabilizirala, kar je po svoje logično. Namreč, ukolikor nekdo gre hitreje, v pneumatike vloži več energije, dvigne temperaturo, nihanja temperature so zato večja in degradacija se pojavi. Ampak grafi nam kažejo, da v tem primeru so bile zadeve več kot sprejemljive, lahko bi dejali idealne. Ampak tu bi rad vašo pozornost usmeril še k enem grafu, ki bo verjetno zanimiv za marsikoga. Prvi sektor lanske velike nagrade Bahreina, ko je šlo v navednicah zares. In tu zopet lahko vidimo, da pri skuderiji Ferrari ni bilo na približno enako dolgem stintu nobene sledi o kakršnikoli degradaciji, le ritem je bil počasnejši. Tudi zato, ker je bil rezervoar poln, bolid težji, in pravzaprav se je zadeva obrnila. Res, med sezono lahko postane bolid hitrejši, ampak to moramo upoštevati pri vseh ekipah. Ni samo Ferrari tisti, ki se je izboljšal, ampak tudi vsi ostali. Zato tak pokazatelj moramo jemati z določeno mero rezerve. In konec koncev, če se na dirki ni pojavila degradacija, počakajmo prvič mehkejše mešanice, in drugič proge, ker je to bolj značilno. A konec koncev videli smo, da ekipe so imele tako imenovane začetniške težave. Naprimer, McLaren je napravil izjemno malo krogov. In tudi Williams ni bil med tistimi ekipami, ki so napravile čim več kilometrov. Če se spomnite prispevka, kjer sem govoril pravzaprav, kaj je pomembno narediti na testiranju. In govoril sem o 3 točkah, o kilometrih in o kilometrih. Red Bull, predvsem na začetku drugega dne, je imel izjemno zanimivo težavo, o kateri pa je bilo malo govora, pregrevanje prednjih zavor. V bistvu dopoldne je Perez lahko opravil izjemno majhno število krogov in to je pomenilo, da so mu namenili tudi popoldanski del. In v bistvu po svoje je dobro, da na predsezonskem testiranju se pojavijo vsi škrati, ki so mogoče skriti v samem bolidu. Običajno gre za izjemno enostavne stvari, ki jih je mogoče zlahka odpraviti. Se spomnite 2 sezoni od tega, Red Bull je imel težave z črpalko za gorivo. Ampak napaka se je pojavila na dirki in ne na predsezonskem testiranju. Letos smo nekaj takega videli že pri citiranih McLarenu in tudi Williamsu. Ampak sedaj, ko so seveda izgubili kar nekaj časa, ampak v bistvu nič točk. Kaj bi lahko dejali? Prvič, da je Red Bull tam spredaj, kar smo že vedeli, da je Ferrari tisti, ki mu skuša odvzeti primat, vsaj preden se dirka za svetovno prvenstvo Formule 1 začnejo, in konec koncev Mercedes in McLaren, po mojem videnju, nista pokazala vsega. Čeprav od ekipe Mercedes sem pričakoval kaj malega več, je McLaren tisti, ki me je najbolj razočaral. Od ekipe v takšnem vzponu v zadnjem delu lanske sezone sem pričakoval manj težav. Če se spomnite, njihov izbor pneumatik je že nakazoval na to, da pravzaprav ne bodo lovili tistega najboljšega časa, ampak vseeno pričakoval sem več krogov in večjo konstanco, kar se tiče ritma. A seveda, konec koncev predsezonska testiranja niso namenjena nam, navdušencem, da nam bi pokazala tisto pravo razmerje sil.
Namenjena so ekipam, da začnejo z razvojem lastnih bolidov, da odpravijo napako in da se pripravijo na prvo dirko, ki bo pa že čez teden dni. Na tistih prostih treningih, ki jih bomo videli na isti progi in z tršimi mešanicami v samem izboru, bo že tako jasno, kje je kdo. Ampak gledati in komentirati samo na podlagi tistega najhitrejšega časa, kot ste videli, je malce preozko gledanje na takšno kompleksno problematiko, kot je svet Formule 1. A kar se tiče tega kratkega in upam, da malce bolj zanimivega pogleda, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.